da se nadaljujejo tudi pogajanja na področju med Evropsko unijo in pa Rusijo, torej prav na področju seveda kulturnega sodelovanja, kar je seveda tudi pomeni širitev tega prostora zlasti na področju kulture in sodelovanja celotne Evropske unije z seveda Rusijo. Drugi pomemben sklop, za katerega sem seveda bil odgovoren, je seveda audiovizualno področje, kjer je prišlo na tem odboru seveda, oziroma v tem svetu, do oblikovanja sklepov pod našim predsedstvom, torej sveta o evropskem pristopu k medijski pismenosti v digitalnem okolju. To je pomembno predvsem zaradi tega, ker ti sklepi govorijo seveda o področju medijske pismenosti, torej medijske pismenosti na področju audiovizualnih, komercialnih komunikacij, to je vprašanje oglaševanja, promocije. Ko govorimo o medijski pismenosti, preprosto povedano pomeni, kako ločiti pravzaprav ob tej poplavi vseh, torej najgromozanskem številu seveda informacij, vsebin, ki jih lahko vsak dan gledamo na različnih oblikah medijev, torej od televizije, filma, interneta in podobno, kako se seveda naučiti, kako lahko to sprejemati. In se mi zdi, da so te sklepi seveda zelo pomembni. En sem rekel, je sklep o medijski pismenosti na področju audiovizualnih, komercialnih, torej kako ločiti na komercialnih vsebinah pravzaprav pleve od seveda zrna. Druga je medijska pismenost na področju audiovizualnih del, kot filmov, recimo, in pa seveda medijska pismenost na danes enem najbolj uveljavljenih medijev, torej na področju spletnih vsebin. To je slovensko predsedovanje seveda na podlagi prejšnjega dela delovnih skupin seveda oblikovalo in pod našim predsedovanjem seveda je prišlo tudi do oblikovanja teh sklepov. Druga taka pomembna stvar na področju audiovizualne politike je bil predlog sklepa Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi večletnega programa skupnosti za zaščito otrok pri uporabi spleta, torej isto interneta in pa drugih komunikacijskih tehnologij. To je bil kar pomemben sklep, saj omogoča in daje podlago, da se do konca leta sprejme seveda naprej načrt tako imenovani Safer Internet, torej področje, kako seveda narediti prav na področju zaščite otrok, internet seveda varnejši, človek rekel, in kako ločevati seveda teh vsebin, o katerih sem govoril. Tretja stvar, ki je pa samo v obliki sporočila, pravzaprav Komisije Evropskemu parlamentu, svetu in Evropsko-ekonomskemu socialnemu odboru, pa je sporočilo o ustvarjalnih vsebinah na spletu na enotnem trgu. Tukaj gre za vključevanje seveda kulturnih vsebin na internet, da bodo torej sklepje ali pa to sporočilo nalaga naprejšnjim seveda odborom, da bodo prišli do nekih pravih podlag in pa obligatornih zaključkov, nalaga, da bodo države članice seveda dale poudarek kulturnim vsebinam in v zvezi s tem seveda tudi pri sofinanciranju seveda teh vsebin. Ob tem lahko rečem, da smo v Sloveniji relativno v zvezi s temi ustvarjalnimi vsebinami na spletu na enotnem trgu smo relativno kar uspešni, kajti ustanovili smo torej že 16 regionalnih multimedijskih centrov na eni strani, kjer seveda dajajo kulturne vsebine v večji meri ali pa predvsem kulturne vsebine na splet. In pa ena od takih prednosti, ki jih imamo, je že digitalna knjižnica, ki v okviru nacionalne, torej Narodne univerzitetne knjižnice se vodi ta projekt digitalizacije knjižnic, torej knjižničnih vsebin seveda. V tem
sklopu je pomembno seveda omeniti tudi vprašanje, ki se je izpostavilo, ki pa še seveda ni končano. To je tudi vprašanje seveda piratstva na spletu, ponujanje vsebin brez urejenih avtorskih pravic in podobno. Tako da je ta del je pravzaprav v neki začetni fazi, ampak vendar se je začela trasirala ta pot. Jaz mislim, da se je na tem področju kulture in audiovizualnih vsebin v času našega predsedovanja seveda kar dosti doseglo, kot sem rekel, delovni načrt, potem sklepi o medkulturnih kompetencah, vnositev kulture v Lizbonsko strategijo in to, kar sem govoril o audiovizualnih vsebinah. Tako da smo lahko v zvezi s tem, po mojem mnenju, kar zadovoljni. Bilo je vloženo ogromno energije seveda v to in kot smo slišali tudi od drugih, smo zelo uspešno speljali to nam naloženo seveda nalogo, da tako rečem, in hkrati seveda dali tudi svoj avtonomen prispevek k temu. Druga stvar, ki je bila pomembna v zvezi torej z našim predsedovanjem, pa je sama promocija kulture, za katero je bilo zadolženo Ministrstvo za kulturo. Tu je bil oblikovan ta program kulturne promocije in lahko rečem, da smo v dovolj dobri in tudi v opazni meri opozorili na sebe tudi z to promocijo. Tako se mi zdi, da je vredno omeniti predvsem našo predstavitev Slovenije na Midemu, torej v Cannesu, na svetovnem glasbenem sejmu, kjer smo imeli posebno mesto, torej vidno mesto in tudi naši nastopi so bili kar opazni. Potem moramo imeti koncert Slovenske filharmonije v Bruslju, v palači Kozar, ki je bil tudi izjemno dobro obiskan in odmeven. Razstava Jožeta Plečnika v Kraljevih muzejih likovne umetnosti, ta je še danes seveda odprta. In torej Velika vojna v Krnskem pogorju, torej prenosna razstava, ki je pripravil Kobariški muzej in je bila na Dunaju, v Rimu, v Parizu in pa tudi pri Kranju. Pomembno je, da po koncu predsedovanja pustimo za seboj seveda ne samo to, kar je izhajalo iz programov in projektov, ki smo jih uresničili, ampak nekaj tudi trajnega, oprijemljivega, tako da je bila postavljena v sami palači Justus Lipsius, torej to je glavna palača, kjer se odvijajo vsi politični dogodki, pravzaprav je bila postavljena Plečnikova ura in pred samo palačo pa trajno obeležje, seveda velik obelisk, 4,5 metra velik, z napisom Življenje vsi narodi, torej ta Prešernov vers iz naše himne in v 23 jezikih je na izredno pretočnem prostoru, tako da praktično to trajno obeležje bi človek lahko vsak opazi. Večkrat smo že govorili seveda tudi o drugih zadevah, ki so bili zvezani s promocijo, torej otvoritveni dogodek v zvezi z medkulturnim dialogom, tako v začetku leta, potem mednarodna konferenca intelektualcev, tudi druge mednarodne konference in pa v Sloveniji, torej ob 500-letnici Trubarjevega rojstva, velika razstava v Narodnem muzeju, ki je v Narodni galeriji Slovenski impresionisti, potem ta jazz festival, ki je Jazz Goes Ahead, torej projekt pravzaprav nemškega, portugalskega in slovenskega predsedovanja, ki se je izvedel na jazz festivalu v Cerknem. Potem je bilo mednarodno srečanje mreže sodobnih scenskih umetnosti, veliko mednarodno srečanje, ki ga je organiziral torej Bunker,
tako da je bilo teh dogodkov, se mi zdi, poleg tudi drugih mednarodnih konferenc, neformalno srečanje odbora za kulturo, pravzaprav evropskega, ki smo ga organizirali tukaj, mednarodne konference, kulturne vsebine na spletu in še bi lahko kaj naštevali, torej teh dogodkov je bilo zelo veliko. V glavnem pa, kot sem rekel, dve področji, na kulturnem področju in pa na tem promocijskem.